Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, prijateljice in prijatelji oddaje Veter nosi pesem mojo. Spet je mesec naokrog in čas je, da v studiu pozdravimo glasbene goste. Zelo smo veseli, da so se našemu vabilu odzvali Novi spomini in član ansambla Novi spomini Jože Mikec z nami v studiu. Prav lepo pozdravljeni. Dober dan, dober večer. Jože, Novi spomini prihajate z dolenjskega konca in v tej zasedbi ste skupaj že od leta 2006, če sem si prav zapomnil. Pravilno je. Kako se je vse skupaj pravzaprav začelo pri vas? Zdaj je že kar nekaj časa za nami, ampak pač naši začetki so bili taki. Od začetka smo bili malo razkropljeni. Ni bilo prvotna zasedba enaka zasedba, kot je bila zdaj. Počasi smo kapljali, lahko temu rečemo. Prvi recimo pa ansamblu Novi spomini oziroma preden se je ta zasedba sploh začela konstruirati, je bila prejšnja zasedba Novih spominov, v kateri je bil edino naš kitarist. Edini še, ki je ostal do sedaj. Potem je pa, ko je prejšnja zasedba Novih spominov razpadla, je prišel njegov brat špilat bas, se pravi basist, ki je še vedno pri nas. Potem sem prišel jaz in nazadnje čez kakšne 2 leti, če se ne motim, pa še Klemen Hribar in od takrat je, od leta 2006 je pač že minilo 9 let oziroma bo že 10 let, tako da. Kako vlogo imate v ansamblu, kaj kdo igra, zakaj ste zadolženi posamezni člani? Ja, kar se tiče inštrumentov, oziroma pač igranja, Denis igra kitaro, poje prvi bas, potem Rok igra bas, to je njegov brat, potem Klemen, harmonikaš, poje prvi tenor in jaz, ki samo pojem, pa drugi tenor. Katere so tiste vaše glavne značilnosti, ki vas razlikujejo od drugih ansamblov? Kateri je tisti vaš slog, s katerim navdušujete vse po vrsti in na katerega ste ponosni? Ja, dobro vprašanje. Ne vem, če se sploh zavedamo tega, v čem smo različni, ampak lahko rečemo, da pač je specifika dolenjskih glasov, dolenjskega petja malo drugačno od vseh ostalih. Potem res je, da zadnje čase je zelo veliko ansamblov pač na sceni in tako da, ampak vseeno smo si ustvarili nek prepoznavni zvok, se pravi, že ko slišiš na radiju, pač lahko razločiš, to so pa Novi spomini, ne vem, to so pa ansambel Nemir ali pa Modrijani. Pač tako se človek, čez čas se izoblikuješ dejansko, tako da v bistvu na koncu šele spoznaš oziroma ni načrtovana pot, ampak je pot, ki se pač zgodi. In zdaj po 9 letih delovanja lahko rečete, da ste si izborili svoje mesto na slovenski glasbeni sceni. Ja, jaz upam, da vsak poslušalec, ki nas pozna, da je zadovoljen z našim delom in upam, da bomo lahko še vedno razveseljali pač vse tiste, ki nas poslušajo in da bomo prav tako lahko energijo nazaj črpali od njih. Nocoj bomo slišali kar nekaj vaših pesmi in se že zdaj veselimo. Prva, ki jo bomo predvajali, je Fič Firič. Pa bi mogoče kako besedo o tej pesmi povedali? Z skladbijo Fič Firič smo zmagali na Polki valček leta 2010. Prijeli smo glavno nagrado strokovne komisije in prvo nagrado publike, občinstva oziroma pač glasovanja preko televotinga. Tako da v bistvu smo, to je bil nek zelo velik dosežek, lahko rečemo, Novih spominov v naši karieri. Tako da ta skladba je zelo zaznamovala našo pot oziroma naše polovico poti, lahko temu rečemo, do sedaj. Tako da skladba Fič Firič pa samo po sebi je malo specifična, lahko temu rečeva. Napisal je Slavko Božič, to je bil kitarist pri Zlatih muzikantih. Z njim smo radi sodelujemo, pač po skladbi Fič Firič je naredil še eno Smokvica skladbo, tako da jaz upam, da bomo še kdaj prišli do sodelovanja in seveda lahko rečemo, da smo zelo veseli, da smo osvojili nagrado oziroma
publiko, občinstvo in komisijo na Poljki valček leta 2010. Kje pa ste posneli videospot? Kdaj se je to dogajalo? V bistvu videospot Fič Firič je nastal po zmagi na Poljki valček, kajti za nagrado za zmago je bila nagrada snemanje videospota, tako da je v bistvu RTV častil nam videospot, smo ga posneli in tako je nastal ta videospot sam, tako kot je. Fič Firič in novi spomini v oddaji Veter nosi pesem mojo. Fič, Firič, nočni ptič, si mi rekla, ko sem nežno stiskal tvojo dlan. Mlad fantič, nočni ptič, srečen s tabo stopam novi dan. V vaški krčmi je lepo, tam se zbiramo, mladi fantje iz vasi in ga žingamo. Huda so dekleta le, ker popivamo, rada bi vrtila se v ritmu muzike. Spet držim za kupico, da nas zdravil bi, ko zagledam njen obraz, dih zastane mi. Črnolaska Boža me s toplimi očmi, brž na ples povabim jo, zdaj veselo bom. Fič, Firič, nočni ptič, si mi rekla, ko sem nežno stiskal tvojo dlan. Mlad fantič, nočni ptič, srečen s tabo stopam novi dan. Držim za kupico, da nas zdravil bi, ko zagledam njen obraz, dih zastane mi. Črnolaska Boža me s toplimi očmi, brž na ples povabim jo, zdaj veselo bom. Fič, Firič, nočni ptič, si mi rekla, ko sem nežno stiskal tvojo dlan. Mlad fantič, nočni ptič, srečen s tabo stopam novi dan. Fič, Firič, nočni ptič, si mi rekla, ko sem nežno stiskal tvojo dlan. Mlad fantič, nočni ptič, srečen s tabo stopam novi dan. Jože, novi spomini, lepo ime. Odkot? Lepo ime, novi spomini. Zanimivo, da tu pa prvič slišim, da je lepo ime. Novi spomini v bistvu samo po sebi ne pomeni očitno ničesar, ampak zakaj smo novi spomini? Zaradi tega, ker je v začetku so bili na Dolenjskem ansambel Spomin. Potem pa je, ko so se pač razpadli, je naš bivši menedžer, ki je bil pač takrat še prisoten, predlagal, da bi pač spremenili ime, ker je bil tisti ime starejši, lahko temu rečemo, no, da bi bili novi spomini in v bistvu se je potem tako obdržalo, da smo novi spomini. Kje pa člani novih spominov največkrat igrate? Kam greste radi? Katere so priložnosti in kraji, kjer resnično uživate? Jaz moram reči, no, da smo v teh 9 letih do sedaj igrali že po celi Sloveniji. Kam gremo najrajš, to se ne moramo odločiti, zato ker je bilo vse posod, kjer smo igrali lepo, vsekakor. Tako da radi zahajamo med Slovence, celo igrali smo tudi že v tujini. Letos gremo spet, Skoti Triglav nas je povabil v Reutlingen. Tako da jaz moram reči, no, da pač, ker ljudje, ki jih vidiš, ki pridejo na fešto, na špil, jih vidiš, da uživajo in to ti da tisto moč, tako da je čisto vseeno, kje si, važno, da je luštno. Se vam zdi, da ste v tej 4-članski zasedbi, v kateri ste že 9 let izpopolnjeni, da je to tisto, kar ste si želeli in da zdaj gradite samo še na sami sebi? Ja, vsekakor. Že v bistvu od začetka, ko se nam je pridružil Klemen, smo vedeli, da je
ta pot, ki jo bomo obrali oziroma ki jo obiramo, prava, tako da smo veseli, no, da smo se združili v taki 4-članski zasedbi. Od začetka smo celo imeli drugače basista, se pravi, je bil še 5. član, ampak pač žal zaradi drugačnih interesov, zaradi pomankanja časa in vseh ostalih stvari smo se razšli z njim in smo pač nadaljevali kot klasični trio, oziroma lahko rečemo pač, da pojemo troglasno, v nekaterih primerih 4-glasno. Tako da naša pot je začrtana, oziroma vsekakor bomo gradili na tem, da bomo prijateljstvo in glasbo ohranjali. S čim pa se Novi spomini še ukvarjate poleg glasbe? Na nastopih, na posnetkih ste vedno lepi, vedno sveži, vedno polni energije. Odkot vse to črpate? Kaj pa jaz vem, no, nekaj so ziher zaslužne tudi naše boljše polovice, lahko temu rečemo, drugače pa pač Novi spomini smo poleg glasbenega ustvarjanja tudi ustvarjalni na drugih področjih, vsak ima svojo službo, tako da je treba kar uskladiti določene zadeve, da kdaj kaj izpeljamo, ampak vseeno, kot sem rekel, iz kje črpamo energijo. Jaz sem prepričan, da skoraj vsa energija prihaja od poslušalcev in od gledalcev, ki nas spremljajo ves čas. So vaše boljše polovice na vas kdaj jezne, če vas ni doma? No, jezne ali ne jezne. Posel je posel? Posel je posel, pa tudi zavedajo se, no, da to počnemo z veseljem in znajo kdaj pogledati skozi prste. V teh 9 letih je nastalo že kar nekaj pesmi pod vašim avtorstvom, pod vašim imenom. Naslednja, ki jo bomo danes slišali, je Tisti dan. Z katerega leta je ta pesem, kaj bi lahko o njej povedali? Pesem Tisti dan, ne vem točno, z katerega leta je. Se pravi, Tisti dan, recimo, da je prišla je pred CD-jem Fič Firič, se pravi, leta 2009 smo izdali zgoščenko, v bistvu je tako res. Tako da Tisti dan je spet neka taka skladba, ki je naslovnica zgoščenke, in je prav tako tisti čas, oziroma še vedno odmeva, lahko rečemo, po vseh medijih in dobivamo še vedno feedback, pač povratek nazaj od gledalcev, poslušalcev, da jim je ta skladba všeč, tako da smo veseli, no, da smo kar nekaj že skladbic ustvarili, ki so se prijele, lahko temu rečemo. Tisti dan, ta spot bomo zdaj pogledali vsi skupaj, potem pa še Kako rečeva, Novi spomini. Tisti dan je bila srečna in brez skrbi, le v njenih očeh sonce sijalo ni. In ko gledal sem vanje, našel spoznanje, da me ne ljubi več. In poljubil sem jo, kot da mi ni hudo. Poznal duš je ostala in se smejala v soju dišečih sveč. A izginjal je čar, nisva bila več par. Tisti dan je bila srečna in brez skrbi, ker je videla vse, kar lahko boli. Da ji dih ne zastane, ko me objame, da si želi drugam. Svojo nežno roko dala mi je v slovo in dejala, da hoče, če je mogoče, da sva prijatelja. A izginjal je čar, nisva bila več par.
srečna in brez skrbi, kar naenkrat pred njo sto je bilo poti. In življenje, kar teče, tudi brez sreče, moral sem sam naprej. Pozabiti na njo, res je bilo težko. Zdaj pa znova se vračal, v solzah obračal, hladni se moj objem. A izginil je čar, dolgo že nisva par. A izginil je čar, dolgo že nisva par. Jože, vi imate zelo prepoznaven vokal, verjetno so vsi poslušalci ponosni na ta glas, ki ga imate. Ste že odprej prepevali, preden se je začela ta zasedba? Kako je s tem pri vas? Ja, jaz sem v bistvu že od malih nog, lahko temu rečemo, prepeval. Pač že v cerkvi so vsi govorili, kako ima pa ta fant lep glas. Tega se spominjam še iz tistih mladih otroških dni. Tako da, kdaj sem začel prepevati, pri 6-7 letih, ne vem, se ne spomnim. Ampak potem sem se pa začel kaliti. V bistvu moja učiteljica nemščine mi je predlagala, ker je bila takrat koraj že velja, je predlagala, da bi šel na vajo oziroma na audicijo k Bogotu Hvala, ki je tukaj iz Trbovlj, v bistvu vaših koncev. In v bistvu sem pač preko tega, pod Klobukom se je snemalo oddajo na naši osnovni šoli in takrat smo nekako prišli v stik z Bogotom in potem sem še jaz, pač, ko smo bili v studiu pod Klobukom, je bil tam tudi Bogo, sva se na hitrico zmenila in pač potem sem šel na audicijo k njemu in potem sem se mi zdi 4 ali 5 let učil pri njemu, se pravi, je bilo to, lahko rečemo, neko ključno obdobje, v katerem sem se razvil, v katerem sem razvil svoj glas še malo bolj, ne samo ljubiteljsko, pa samouško, lahko temu rečemo, tako da sem imel tudi strokovno podporo. Potem se je pa že v moje življenje počasi prikradla narodno zabavna glasba. Se strinjate, da se malce sprehodiva po spominih novih spominov? 9 let nazaj, pa potem do današnjih dni, kar nekaj zgoščenk je nastalo, pa bi naredila pregled od prve do zadnje in jih malce opisala. Ja, tako no. Prva zgoščenka, katere prve ne pozabiš nikoli, pravijo, je bila Postoj dekle. V bistvu bazirala je na... Takrat to je bilo vse še frišno, prišli smo na sceno, začeli smo igrati in peti. Ta valček je bil v bistvu, po tem valčku smo bili takrat razpoznavni, lep nežen valček, tako da vsi, ki so ga poslušali, ki so ga slišali, so rekli, da je zelo lep. Potem naslednja zgoščenka, ki je prišla za Postoj dekle, je bila 5 minut, za katero smo prav tako posneli v bistvu naš prvi video spot, lahko temu rečemo. Posneli smo ga na Otocu, pri nas, tako da v bistvu so to tudi eni taki lepi spomini, ko pogledaš nazaj vse tisto, kar se je dogajalo, je tudi druga zgoščenka, lahko rečemo, zaznamovala. Potem je prišla tretja zgoščenka, skladba, katero smo ravnokar poslušali tisti dan. Za njo je sledila, pozabil sem povedati, druga zgoščenka, 5 minut, leta 2008, je v bistvu skladba 5 minut je prav tako zelo zaznamovala nove spomine, kajti z skladbo 5 minut smo zmagali na Ptujskem festivalu, kjer smo pobrali čisto vse nagrade, lahko temu rečemo, tako da takrat smo, lahko temu rečemo, to je bila odskočna deska za nove spomine. Tisto leto se je res veliko dogajalo. Potem čez eno leto smo že, v bistvu smo bili zelo pridni, vsako leto smo delali zgoščenko.
je prišla že zgoščenka tisti dan, za njo Fič Firič in Zmaga na Polkevalček in seveda sedaj na zadnje Nisem mača. Kaj pa Cagov fant, kam pa ta pesem sodi? Pesem Cagov fant v bistvu je na zgoščenki tisti dan. Narejena je bila v istem obdobju kot, oziroma majčkeno prej pred Polkovalček, se opravičujem, malo kasneje za Polkovalček. Tako da v bistvu je tudi neko tako luštno sodelovanje, kajti to skladbo je napisal Simon Potočar, kitarist ansambla Petra Finka. Zanimiva zgodba, no, od začetka smo tako malo z občutkom delovali s to skladbijo, ampak je zelo zanimiva skladbica, tako da lahko rečemo, no, da je prav tako uspela med poslušalci in gledalkami in gledalci. Vsi vemo, da za vseh pesmi se ne da posneti videospotov. Po katerem ključu pa izbirate, za katero pesem bi pa naredili še to nadgradnjo? Lahko rečemo, no, da so v bistvu prišli že taki časi, da če narediš skladbo, je za njo že kar nujno. Je že kar nujno, da narediš videospot, ampak temu ni tako, pač stroški videospota niso majhni. Tako da po kakšnem ključu. Lahko rečemo tako, no, pač skladba, za katero je mogoče največ zanimanja, ne vem, igraš na veselici, pride kdo do tebe, pravi, rad bi slišal to pa to skladbo. Tako da tista skladba, ki se nam zdi, da je večkrat omenjena, ki je bolj zaželjena, za tisto ponavadi postavimo videospot. Ste morali komu razlagati, kaj pomeni Cagov fant, ali to poznajo Slovenci? Beseda Cagov je sama po sebi umevna, tako da ni noben, vsak, ki sliši Cagov fant, oziroma vsaka, ki sliši Cagov fant, se nasmeji, poleg in se mi zdi, da tukaj ni ravno kakšne skrivnosti. Če smo novi spomini Cagavi, vem, da to sledi vprašanje, včasih smo, bom kar tako povedal, včasih smo odločni, včasih smo pa Cagavi, tako da po eni strani tudi to prav, včasih moraš malo počakati, da vidiš, kaj je bolj prav. Tako, Cagov fant in novi spomini tudi v naši oddaji. Nekoč spoznal sem lepo dekle, zapeljivih in modrih oči. Da sem ji neskončno všeč, že nadalec so videli vsi. Jaz pa kar otrnil sem, ko me prosila je, če plesal bi. Pa zbežal sem daleč v noč in jo pustil tam sredi noči. Kaj si mislilo je dekle, mi takrat je vseeno bilo. Da mi je nerodno zelo, mi priznati bilo je težko. Ko pa spet zagledal sem jo, ko je stala tam sredi noči. Me prijela je za roko, na uho pa je šepnila mi. Veš, Cagov fant še nikdar ni pri punci spal. Mi rekla je tako, smejala se glasno. Če bo življenje vse deklice vedno bal, pa boš lahko samo pri svoji mami spal. Kaj si mislilo je dekle, mi takrat je vseeno bilo. Da mi je nerodno zelo, mi priznati bilo je težko. Ko pa spet zagledal sem jo, ko je stala tam sredi noči. Me prijela je za roko, na uho pa je šepnila mi. Veš, Cagov fant še nikdar ni pri punci spal. Mi rekla je tako, smejala se
vse deklice vidno bal, pa boš lahko samo pri svoji mami spal, pa boš lahko samo pri svoji mami spal. Jože, o pesmih in projektih, o katerih sva govorila, ste že sproti omenjali tudi uspehe novih spominov, pa vendarle bi se spomnili vseh večjih uspehov, tako kot so si sledili in tako kot ste se jih veselili. Čisto vseh ne bom znal naštet. Vem, da je bilo pač glavnih se spomnim, tako kot sem že povedal, se pravi zmaga na Ptujskem festivalu, potem zmaga na Polki Valček, dobili smo na Urberku, ne vem koliko priznanj. Pač, če gremo vse skupaj sešteti, si jih je kar nekaj zvrstilo v tistih začetnih letih, pač ko smo še malo bolj intenzivno hodili po festivalih. Je v bistvu na vsakem festivalu vsaj druga nagrada prišla, tako da kaj bi lahko še, preden smo novi spomini v bistvu prišli v tako zasedbo, še v prejšnji zasedbi so posneli zgoščenko Vsak cvet je kukar ljubezen. Ta naslovna skladba je zmagala na festivalu na Rečnih Viš v Škofji Loki, tako da v bistvu so lahko temu rečemo vse zgoščenke, se pravi vse 4 zgoščenke, ki so, oziroma vseh 5 zgoščenk z Vsak cvet je kukar ljubezen, posnete, bazirale na zmagovalkah oziroma na dosežkih po festivalih. Razen ta zadnja nisem mačal, pa pač ni bilo na nobenem festivalu, ampak vseeno, pač je pa drugače odmevno, no. Ko naredite neko pesem, ko ste z njo zadovoljni in greste na festival, se prijavite, ste sprejeti, že imate tisti občutek, kako boste s pesmijo uspeli. Lahko že prej veste, to je pa to bo pa komisiji všeč, to bo pa poslušalcem všeč. Zdaj, kar se tiče tega, je težko predvideti, kaj bo gledalcem in kaj bo komisiji všeč. Če bi vsak vedel, oziroma če bi glasbeniki, če bi vedeli, kako se naredi hit, lahko temu rečemo, potem pač recepta za to ni. Tako da, kaj pa s tem, no? Če je skladba preprosta, če gre v uho, je to zelo dobro za gledalce, če je malo bolj strokovna, da se v skladbi uporabi kakšna taka zanka, lahko rečemo glasbena, ali pa notna, lahko temu rečemo, pač je mogoče malo bolj poslušljivo za strokovno komisijo, tako da moraš neko tako srednjo pot izbrati, ampak zdaj pa pač hoditi po tej poti je pa kar trnjava pot, lahko temu rečemo, tako da nikoli ne veš, na katero stran si se bolj nagnil in če je to res tista prava stvar za uspeh. Če vas vprašam, katera pesem je vaša najljubša, boste verjetno rekli, da na to vprašanje ne morete odgovoriti, pa vendarle bi lahko omenili nekaj pesmi, ki so vam še posebej pri srcu in ki so tiste vaše, samo vaše. V to se res ne bi spuščal, no, ampak drugače pa tako je, no, vse skladbe, ki jih narediš, niso isto odmevne. Se pravi, marsikakšna skladba gre skozi eno uho noter, skozi drugega pa ven, tako da lahko rečemo, da pač potem, kar smo do sedaj naredili, smo se kar prav odločili in smo pravilne skladbe postavili na prva mesta, tako da v bistvu so te skladbe, ki so bolj ali manj naslovnice zgoščenk in seveda še nekatere, ki so poleg, ampak vseeno so tiste skladbe, zaradi katerih smo novi spomini razpoznavni, pa lahko rečemo, da sodelovanje z drugimi ansambli in z drugimi osebami v narodno-zabavni glasbi ali pa kakorkoli tudi veliko pripomore k temu, da
se doda tisto piko na i, pa dodano vrednost na določeno skladbo, tako da lahko rečemo, da tudi te zadeve so dokaj prijetne za poslušanje in za gledanje. In če se malce navežem na to, kar ste ravnokar omenili, s kom vse ste že izdali skupne projekte, ustvarili skupne pesmi? Ja, tako v bistvu prvo sodelovanje je bilo, lahko temu rečemo, z Iskricami. Potem smo posneli Jaz hodim za njo, je naslov skladbe, potem smo posneli skupno skladbo z Modrijani, Nekaj pa vsem nam je enako. To je že kar, se mi zdi, leta 2009 ali 2008 bilo. Potem pa, s kom smo še sodelovali, potem smo počasi začeli sodelovati tudi s Sašotom, z Mamo Manko. Naredili smo kar nekaj skupnih sodelovanj, skupnih viš, oziroma pač napisal jih je Sašo, no, izvajamo jih pa skupaj. Ena je zimska, Sneg je, potem nazadnje smo posneli tudi videospot z Mamo Manko na Točin cvička. In še ne nazadnje, čisto ta zadnja pa skladba Nocoj pri meni druga spi v sodelovanju z Rock Partizani. In bomo to pesem zdaj v sodelovanju z Rock Partizani, ki je nastala Nocoj pri meni druga spi, slišali v naslednjih trenutkih. Za konec najinega pogovora pa bova prihranila tisto zadnjo Nisem mačo, da bova z aktualno pesmijo končala. Odkot pa je nastalo to sodelovanje z Rock Partizani? Ja, zanimiva zgodba. Dejansko bili smo povabljeni na koncert Aleša Klinarja ob njegovi 50-letnici delovanja. Nas je povabil in nas je prosil, če lahko naredimo miks agropopovih skladbic, se pravi vseh tistih skladb, ki so leta v 90-ih letih zaznamovale agropop, Mici, Kati si moj sonček, Jasmina, kaj je še, Samo milijon nas še živi. In dejansko smo naredili takrat malo drugačen miks, kot je bil posnet potem na Zgoščenki. In tako, najprej smo naredili tisti agropop mix, smo nastopili na Klinarjevi fešti za 50 let in po tistem pač se je razvila ideja, da bi še eno skupno skladbo naredili, posneli skupni videospot in iz tega je pač prišlo to sodelovanje. In da zdaj vidimo, kaj je nastalo. Rock Partizani, Novi spomini, Nocoj pri meni druga spi. Spi in dela tiste mi stvari, ki s teboj jih nisem smel, samo se bom pri njej zdaj grel. Nocoj pri meni druga spi in dela to, kar paše mi.
Jože, Novi spomini ste znani tudi po svojem tradicionalnem koncertu, ki ga izpeljete vsako leto. Pa ne kadarkoli, ampak imate točno določen datum oziroma mesec priložnost. Kako je s tem? Res je, ja. Valentinovo z Novimi spomini je bilo letos prirejeno 15. februarja že 7. Tako da smo kar ponosni na to, da smo v bistvu veseli smo, da vsi tisti, ki so prišli, še radi prihajajo nazaj in seveda, da privabimo vsako leto še več ljudi. Je pa to neka specifika, lahko že rečemo, ratala pri nas na Dolenjskem. Mi smo kar od začetka smo se že kar podali direktno v Novo mesto. Prvi koncert nismo vedeli, kaj bo, pač v dvorano gre 2000 ljudi. Stroški ravno tako niso prav majhni, tako da smo bili prvo leto zelo presenečeni na odziv publike, gledalstva, tako da se kar še naprej trudimo, smo veseli, no, da nam uspeva in da se vsako leto še bolj izpopolnjujemo, seveda pa vsekakor prispevajo k temu tudi naši glasbeni gostje. Kateri so bili letos? Koga ste povabili? Ja, letos je bilo kar razgibano, no. Smo imeli tak prijeten scenarij, lahko temu rečemo. Pridružili so se nam Veseli Dolenjci iz Dolenjskega, potem Nemir, Slovenski zvoki, Tanja Žagar je prišla, potem Zoran Zorko, Robert Dogotr, s katerim dvema smo naredili prav eno tako posebno šov točko, Akordi, ansambl Vikend, Modrijani, poskočni muzikanti. Na koncertu so nam pomagali tudi plesni studio Novo mesto, tako da v bistvu so ob skladbah zraven plesali. Prva točka koncerta oziroma prihod Novih spominov na oder je bil, lahko rečemo, malo bolj spektakularen. Pripravili smo neko tako uvodno plesno točko, v kateri naj bi plesali tudi Novi spomini. Mogoče si ga boste lahko tudi ogledali. Tako da je bilo luštno, no, lahko temu rečemo, 2 uri in pol zabave, norenja in podobnega. Tako da jaz upam, no, da so vsi, ki so bili, uživali in da tisti, ki ga bodo še lahko pogledali oziroma ki ga bodo hoteli pogledati, da bodo prav tako. Da bo ta možnost. Ja, Novi spomini ste tisti, ki ste si v slovenskem prostoru res ustvarili svoj delček tega glasbenega sveta in ste s tem verjetno zadovoljni. Kaj pa oglaševanje, pojavljanje v medijih? Spletno stran imate lepo, na Facebooku ste prisotni. Ja, dejansko pač v teh časih, kot smo sedaj, je potrebna elektronska oblika. V bistvu je elektronska oblika že kar na prvem mestu, lahko temu rečemo, tako da Facebook je sam po sebi že zelo velika reklama, pač na Facebooku smo največ, lahko temu rečemo, pač spletna stran je za tiste podatke, za tiste stvari, ki so standardne, ki so ostale že skozi vsa leta iste. Na Facebooku smo ažurni, drugače pa seveda vsekakor ravno tako se radi pojavimo oziroma smo veseli, če se pojavimo v kakšnih drugih medijih, kot so časopisi in podobno dalje. Seveda pa v današnjem pogovoru ne moreva mimo vašega zadnjega, najnovejšega projekta Nisem mačo, pa bi ob koncu še malce to predstavili. Ja, tako, no, v bistvu skladba Nisem mačo je že kar stara, lahko temu rečemo, skoraj 2 leti. Ampak že 2 leti smo si želeli, da posnamemo video spot. Ponudila se je za to priložnost. Z Janijem Pavcem smo že prej sodelovali, tako da smo se nekako spet dogovorili, smo posneli video spot v malo drugačni obliki, zato nam je bilo tudi všeč. Tako da, no, je spet skladba Nisem mačo, čeprav ni nikoli poniknila, je spet zaživela še malo drugačni luči, dobila dodano vrednost, kot sva rekla že prej, celo z 4 brhkimi puncami, tako da jaz mislim, da je luštno uspelo. Kakšni pa so vaši načrti, želje za naprej, prihodnje leto?
Bo kar okrogla obletnica, če se ne motim. Ja, tako je res. V bistvu lahko rečemo, da bomo po vsej verjetnosti na 8. Valentinovem koncertu praznovali našo 10-letnico. Vsekakor bomo nekaj takega združili, tako da se že veselimo. 10 let ni tako malo in upamo še na, kaj pa jaz vem, 4-krat, 5-krat toliko, kakorkoli že bo. Važno, da ostanemo taki prijatelji, kot smo bili do sedaj. Pomembno je tudi, da se v glasbi vsi dobro počutimo, kar je v čemer sploh ni dvoma, in da se stvar tako odvija naprej, kot se je do sedaj. In kako se pride do vas za nastope, za igranje? Pokličete nas lahko na mojo telefonsko številko, greste na Facebook, greste na našo spletno stran, se pravi Google vse ve, pravijo, tako da na Google tipkate novi spomini, vas bo vrglo na Facebook stran ali pa na novispomini.si, tako da tam izveste vse podatke, kako da nas, kje smo, kdaj lahko pridemo, se slišimo in se vse dogovorimo. Pogovor in oddajo bova sklenila s pesmijo Nisem mačo z vašega zadnjega projekta. Jože Mikec, jaz se vam res lepo zahvaljujem, ker ste z dolenjskega konca prišli v Zasavje k nam na obisk, ker ste preživeli tole urico skupaj z nami. Prenesite pozdrave še preostalim članom in vse dobro vam želimo. Luštno je bilo, najlepša hvala tudi vam. Vam, drage gledalke in gledalci, pa tudi hvala za pozornost in se spet srečamo prihodnji teden. Na cvet, stopila si na moj planet, s politjem v lase. Prišla si jaz pa brez besed, kramljala si, jaz sem molčal, plesala si, jaz sem le stal, odprtih ust besede prave sem iskal. Nisem mačo Don Juan, v sanjah dan na dan. Nisem mačo in priznam, da rad te imam, a nisem princ iz sanj. Če rekel bi besed